Sodniška stavka je zbudila kar nekaj zanimanja, v zadnjem času jaz mislim, da upravičeno. Če bi se res zgodila, potem po našem mnenju to predstavlja resno grožnjo ustavni demokraciji v Sloveniji. Ni se še zgodilo v zgodovini naše države, da bi ena veja oblasti prenehala ali pa vsaj omejila obseg izvajanja svojih funkcij. In v liberalni demokraciji menimo, da gre za stanje, ki ga je povzročila nespretna in na nek način tudi protiustavna politika, ki jo izvaja ta vlada. Zato odgovornost za to stanje pripisujemo predvsem ministroma Virantu in Šturmu, in to tako pravno kot politično odgovornost. Pravno zato, ker vlada ni spoštovala odločbo Ustavnega sodišča, ki je leta 2006 razveljavilo plačno reformo in dalo jasne napotke zakonodajalcu in vladi, kako morata urediti to področje, pa ga nista. Politično odgovornost pa zato, ker očitno ta vlada sploh ni sposobna voditi normalnega dialoga z posameznimi poklicnimi skupinami. Ena izmed njih so tudi sodniki, ne tako majhna, in v to skupino sodijo, kar se plač tiče, tudi tožilci in pravobranilci, tako da govorimo o več kot 1500 funkcionarjih. Zelo smo začudeni nad včerajšnjo vehementno zavrnitvijo kakršnega koli iskanja rešitve iz te krize, o čemer je govoril minister Virant včeraj na svoji tiskovni konferenci. V liberalni demokraciji menimo, da je bistveno premalo vlada izkoristila možnost za iskanje rešitve, za iskanje sporazuma s sodniki. Pogajanja so se zaključila prehitro in zato pozivamo obe strani, tako vlado kot tudi predstavnike sodstva, da takoj začnejo iskati rešitev. Časa je še nekaj, sodniki so ostrejše oblike protesta napovedali za obdobje od 1. junija naprej in to obdobje je pač potrebno izkoristiti za to, da se prepreči, da bi državljani postali talci te situacije. Na nek način se zdi, kot da vlada sama ruši tisto, kar želi zgraditi, to je postopoma odpraviti sodne zaostanke. Vsak pameten voditelj ali pa menedžer ve, da nemotivirani zaposleni pač ne bodo prinesli veliko uspehov pri poslovanju nekega podjetja ali organizacije ali institucije in to velja seveda tudi za državne organe. Poleg tega pa je vlada z tem načinom obravnave problema povzročila, da so sodniki začeli vlagati tožbe in to na upravno sodišče, delovno sodišče, vrhovno sodišče in kasneje tudi na ustavno sodišče. In spet je pričakovati nekih 1000 tožb, kar avtomatično pomeni, da se s tem odzema čas in prostor za obravnavo zadev drugih državljanov. Država torej sama producira sodne zaostanke in menimo, da tudi zato gre za skrajno neodgovorno ravnanje te vlade. Ob tem želimo, ko pozivamo na to, da se obe strani ponovno usedeta za mizo in začneta iskati boljše rešitve od tistih, do katerih so prišli po zadnjih pogajanjih, pa želimo predstaviti tudi naš pogled na to, kako bi mi to vprašanje uredili, če bi seveda imeli to možnost, torej če bi bili v vladi. Kot veste, nismo, si pa prizadevamo za to, da bi sodelovali v prihodnji vladi in za to področje imamo mi izdelan koncept, kajti problem plačnih nesorazmerij v pravosodju se tesno povezuje z izzivom, kako skrajšati čakalne dobe na sodiščih in istočasno, kako tudi zagotoviti ustrezno kvaliteto sodnega odločanja. Po našem mnenju je glavna težava v tem, da se je vlada odločila za koncept ureditve plač v pravosodju, ki ga pravosodje zavrača. Gre za koncept plačevanja po uspešnosti, kar pomeni, da je kar dobršen del plače variabilen. Včeraj je recimo minister Virant rekel, da celo 2/3 plače
sodnik lahko dobi iz tega naslova variabilnega dela, kar je seveda neverjetno in takega modela ni v svetu, to vam lahko zagotovim. In logično, da sodniki tak model zavračajo, ker trčijo koncept sodniške neodvisnosti in zlasti njenega videza. Pred časom so sodniki že povedali, da ne bodo sklepali individualnih pogodb, da ne bodo žrtvovali videza svoje neodvisnosti za to, da bi zaslužili nekaj 10 evrov več. Torej bo potrebno odstopiti od tega koncepta in v liberalni demokraciji se bomo zavzeli za to, da bodo plače pravosodnih funkcionarjev fiksne, da bodo sorazmerne bremenu odgovornosti, ki ga posamezen funkcionar nosi, da bo upoštevano dejstvo, da veljajo posebne zahteve glede nezdružljivosti funkcij v pravosodju, še zlasti pri sodnikih, in da bo na ta način možno izpeljati tako plačno reformo, ki ne bo povečala pritiskov na proračun. To je po našem mnenju bistveno. Mi se zavedamo tega, da vsako povišanje plač lahko seboj nosi zelo negativne javno-fiskalne učinke in zato naše rešitve temeljijo na konceptu, da se obseg sredstev za plače v pravosodju ne povečuje. Glede na trenutno stanje, ko imamo v Sloveniji 1100 sodnikov in smo absolutni evropski rekorder med vsemi državami po številu sodnikov na 100 tisoč prebivalcev, Slovenija jih ima zdaj 55 na 100 tisoč prebivalcev, naj vam dam recimo primer, Velika Britanija ima 2,5 sodnika na 100 tisoč prebivalcev. Mi imamo torej sodnikov daleč preveč in vlada zavaja javnost s tem, ko trdi, da je povečala maso sredstev za plače sodnikov za 23 milijonov evrov, kajti 20 milijonov tega denarja gre za plačilo teh dodatnih več kot 300 zaposlenih sodnikov, ki jih je vlada zaposlila v obdobju, odkar izvaja ta mandat. Dejansko pa gre samo za 3 milijone evrov tistih sredstev, ki so namenjena plačevanju sodnikov po uspešnosti in ki so ga sodniki tako ali tako zavrnili. Tako da rešitev je torej v tem, v postopnem zniževanju sodniških mest in v uporabi teh prostih sredstev, v masi sredstev za plače, za izravnavo plačnih nesorazmerij v sodstvu. Na ta način ostanemo pri isti masi. Te rešitve seveda ni mogoče doseči čez noč, ampak tudi 300 sodnikov so v Sloveniji ni zaposlilo čez noč, ampak v zadnjih zlasti 2 letih teh dodatnih 300. Tako da je po našem mnenju to izvedljiv model in model, ki seveda bo terjal ogromno usklajevanja. Menimo, da je to pravzaprav glaven način, kako reševati probleme v družbi, z vzpostavljanjem koalicij s posameznimi poklicnimi skupinami, torej ne političnih koalicij, ampak koalicij za reševanje nekih odprtih težav. In to pomeni, da je seveda potrebno porabiti ogromno časa za usklajevanje, za popuščanje, za dogovarjanje, za razvijanje več možnih rešitev, kar je pač značilno za moderno vladanje. In če pogledate primerjalno, v Evropski uniji se povprečen zakon sprejema vsaj 2 leti, pri nas pa ga imamo praktično preko 3 mesecih že v parlamentu in sprejetega. In tudi to je odraz tega, zakaj prihaja potem do takih sporov s posameznimi poklicnimi skupinami.